No, veliko večjo gnečo in zastoje policisti pričakujejo v ponedeljek, zato voznike znova pozivajo, naj raje izberejo alternativno pot. Zadnji dan zasedanja bo v Ljubljano prišel tudi generalni sekretar Zveze NATO, zato bo varnost močno poostrena. Tanja Volmut. Jutranja in popoldanska konica. Skoraj brez prometa. Ta prometni del Dunajske proti Bežigradu je popolnoma zaprt, delavci pa še vedno tukaj postavljajo ograje pri Gospodarskem razstavišču. Popoldne je bilo že vse nared. Kaj se dogaja tukaj, sve zatvoreno? Jasne oznake, kam se sme in kam ne. Pešci pa kolesarji moramo biti zelo previdni. Tudi za njih v smeri proti Bežigradu velja. Naprej od te zapore se ne da več, tudi pešci in kolesarji ne. Policaj je povedal, ne. Tle lahko naprej? Tam do zapore je rekel, ne. Mislim, da moramo do mesta. Jaz tukaj zraven delam in zaradi tega moram 10 minut kasneje priti na delo, ker moram naokoli iti. Tudi čez vikend gneče naj ne bi bilo v ponedeljek, zadnji dan zasedanja, ko bo v Ljubljani tudi generalni sekretar NATO, Mark Rutte, pa drugače. Mi za ponedeljek pričakujemo precej več prometa, kot ga vidimo danes. Policistov bo okoli Gospodarskega razstavišča še več. Bomo začeli že prej z usmerjanjem prometa po križiščih, tako da policisti bodo pomagali pri pretočnosti. Poziv k uporabi javnega prometa, ki na tistem delu vozi po obvozih. Glede na trenutno prometno obremenitev ta obvoz ne povzroča dodatnih zastojev. Potovalni čas se minimalno podaljša, tako da so tudi vsi naši avtobusi danes na voznem redu. Tako bo tudi v ponedeljek. Dogodek je dobro varovan, so potrdili na policiji. Udeležence več kot 300 jih je, varuje več različnih enot, a podrobnosti, kot pravijo, ne morejo razkrivati. Dunajsko cesto bodo spet odprli v ponedeljek zvečer.